kako pa izklopiš biznis del, se pravi, greš na dopust, greš zvečer, ven. Pri meni, jaz se najraje pogovarjam samo o biznisu. Meni je vseeno, kam grem, kje, pa nima veze, ali je to moj biznis, ali je tako, ampak overall govorim, ali marketing, ali ali tisto, ali tret, pač vse me zanima. To je pač verjetno tudi, ker te zanima, ker te zanima do te stvari. To je ena stvar, ki sem rabil kar nekaj časa, sem se naučil. Zdaj sicer, ko si sam, ko nekako začenjaš, se zelo težko izklopiš. Se to pravi, to je tisti pregovor, ko pravijo, pač če delaš tisto, kar te veseli, ne boš nikoli delal. Ne? Če delaš tisto, kar te veseli, boš skozi delal. In tako je na začetku, ampak zdaj potem nekako tudi, ko smo širili ekipo, pač delno širiš tudi zato, da lahko razbremeniš sebe, da daš priložnost nekomu drugemu in potem pač, ko pelješ te delovne procese, se dejansko tudi naučiš, kako, jaz grem zdaj domov, vsi notifikationi so na off, lahko smo full veseli za Apple, ki je ustvaril tale fokus. Moj fokus, ko zapustim laboratorij, se avtomatsko vrže na home, se pravi vsi chati, ki so povezani business-wise, gredo na mute in je tako, mir, dokler ne pridem nazaj. Definitivno, če vem, da se kaj posebnega dela, sem pač dosegljiv, zato da če me kdo kaj vpraša, pač kaj rabido, ampak načeloma tako z nekim planningom, pa z dosegljivostjo sem rešil kar dobro porcijo tega, da ne nosim vsega potem domov, pa potem skozi doma še razmišljaš pa to. Ampak to je potem tudi lažje, ko imaš eno ekipo, zato ker del nalog, ki si jih imel pred ti, jih dela zdaj nekdo drug in si potem, jaz tebi zaupam, vem, da boš pač korektno naredil pač tvoje zadolžitve, ki jih imaš, ne rabim se jaz potem sekirati, je bilo to narejeno. Čak dej rečeš partnerki, čak dej grem jaz sam za eno urco nekaj pogledati, sem tok, da nekaj mi je poslal, pa moram jaz to. Ja, pač ne. Po je pa to tako, včasih moraš si pa tudi reči, zdaj sem konc, zdaj pa pač moja pozornost pač na družini, na prijateljih, kakorkoli. Je pa tudi tako, gremo pač s kolegi, greš na kolo itak, da se potem pogovarjaš, ne, mogoče v treningu, kakšnekoli take zadeve, ampak to je pač šport nasploh. Ostalo pa imaš neke taske, ki si jih zadaš za dan, moraš pa enkrat si tudi reči, zdaj ne morem skozi razmišljati o tem, ker pač je preveč. Se spomnim obdobje leto pa pol nazaj, ko smo imeli ful veliko delali, zares smo takrat delali, v pol leta smo naredili 4 študije. Pač mi smo delali, in 4 mesece smo delali praktično 7 dni na teden po 12 ur. Jaz sem bil skozi tam in pač potem je tako, pol se dotakneš tistega burnouta. Takrat je bilo pa pač preveč in pol je bilo tako, nekaj je treba pač spremeniti, ker ni dobro za mene, ni dobro, pa tudi za ostalo, ker potem zares, ko toliko veliko delaš, postaneš tudi manj produktiven, ker potem enkrat, ko pač zoptimiziraš se skupaj, pa imaš neke taske, veš, to bomo delali takrat, pa to, zdaj se bom podklopil, se lepo spočiješ, priješ zjutraj nazaj, to pa to naredim in pač si pač efektiven in delaš. To je pa pol tudi sicer malo tudi odvisno od osebe do osebe. Nekaterim pač paše, da so recimo skozi v tem, pa sem odklopil, meni zares paše tako, da lahko rečem, zdaj je konc, grem domov, pa grem s punco, pa na kolo, pa kakšne serije pogleda, kakorkoli pač, sem zaključiš. Se mi zdi, da je tukaj zelo pomemben ta del, ko imaš ti upeljano ekipo, takrat si to, pač takrat lahko to narediš in je nujno potrebno, da to narediš zaradi ljudi, ki so te podpirali, pač ki so bili s tabo, je fajn. Če pa gledam iz drugega vidika, ki si pa na začetku, pa to, ki si rekel, da ste to gledali, pač tam pa pač nažalost je tako, da pač moraš to narediti. You have to do the work, pač to pač je dejstvo. Vse to, ne vem, potem tudi, če imaš, ne vem, partnerje, družino, če greš v to, tudi oni nekako pač razume, da pač jaz razumem, pač ti za nekaj razvijaš, pomeni, da mogoče kakšno soboto, pa tudi kakšno nedeljo še kaj mogo narediti, pač ni problem, pač super, ampak daj si pa naslednji vikend si pa vzam za nas, ne vem, za mene, pa za pač otroka, pa gremo pač, ne vem, gremo na Bled ali pa nekaj. Pa tako, cool, lahko, ampak ta vikend bom pa delal. Je to to mi je super. In potem tako pač, to je tudi ena stvar, ki se sproti učiš z biznisom, potem, ne vem, biznis, potem mogoče še kakšen šport zraven, pa še družina, to včasih tako zelo hitro te preveč potegne na eno stran, tudi v športu, recimo jaz relativno že veliko strank dal v zadnjih 7 letih čez, ampak sem doživel tudi to, da so se recimo
ločevali, zato ker jih je šport tako potegnil, so pač pozabili na to, da imajo družino, pa še kakšne druge obveznosti in pač potem ti pač reče, da ok, ja, zdaj se poročujem, zato ker te ženi pač ni pasal, sem stok na kolesu, pa smo mogoče mi krivi, ker smo pač ti preveč predpisovali, pa pač veš, da nisi nekako delal to, kar si je pač kolesar želel, ampak pač vidimo tudi, da samo pretiravanje recimo v športu je lahko potem imelo neke negativne vplive na ostalo socialno življenje. Ja, sej. Pretiravanje v kjerokoli smer ima načeloma. Ni dobro. Pri meni, danes sem poslušal en dober podcast, poznaš Aleksa Harmozija? Slišal sem, ja. No, on multimilionar, whatever. Ampak ful ima, mindset ima zelo pošlihten in isto podoben Mr. Beast rekel, da on, če pač hoče delati, pač bo delal, ko si bo pa hotel pač Frej vzeti, si bo pa pač vzel Frej. Ne bo si vzel pa Frej takrat, ko ve, da bi rajš delal. Ja. In tudi če je folko čuden to, a ne vem, ko greš na delo delati, če meni paše delati, če jaz samo o tem razmišljam, zakaj bi šel pol ne vem, na plažo ali pa neki brati, karkoli gledati TV, če bom pa razmišljal cel cajt o tismu, ko bi bil jaz rajš tam, koliko moraš to narediti in glih isto, danes smo se glih, s kolegom so se glih o tem so se pogovarjali, so rekli. Če ti sede, pač... Če imaš možnost, da si pač zbereš, ok, zdaj bom pa delal, ker mi pač paše, ker nisi obvezan, da si, ne vem, o 7 tam v fabriki, kjer v bistvu delaš z trakom, pač ker veš, da moraš biti tam, pač če si ali pa če nisi produktiven, pač ti pa imaš potem mogoče možnost, da si izbereš, ok, jaz sem danes ful produktiven. Tudi jaz sem kakšen dan, ker vidim, jaz nič ne naredim, pač samo buliš noter v ekran, pa pač, ok, kva če bom to ali bom muno in pa tako, pač ne. Jaz grem domov, grem na kolo, grem karkoli, jutro naprej, po jutro 1 uri naredil to, kar bi danes delal 6 ur. Pa če bi spal dobro naredil.